Ena izmed soavtoric Dihdivih 7 je tudi mlada in plodovita ustvarjalka Katja Zgoznik. Doleče. V zbirki Dihdivih 7 si o sebi na kratko zapisala, citiram, da nikakor nisi konstanta in da obožuješ kombinacije radovednih iskrenosti. Povej nam več. Kako ne več? Kaj smo lahko brez mikrofona? Ali mora to biti? Da bodo vsi slišali. Mislim, da vsi. Če me tako smešno, ko bi to proti meni držiš, ampak ne vem, mislim pač konstanta zaradi tega, ker se zmerom spreminjam. Lahko držiš sami. Hvala, če mi bo lažje. Kaj sem lahko brez? Ja. Ok, prosim. Pač konstantno se spreminjam, moje življenje ni konec. In dokler nekaj ne bo konec, tako dolgo sem spreminjala, tako da ne morem biti. Čutiš, da se spreminjaš na boljše ali na slabše? Rasteš, dozorevaš? Ja, sigurno. Ne ponavljaš starih napak, recimo? Sigurno. Tvoje pesmi nastajajo hipoma, ob raznih čustvenih vzgibih, ali jih snuješ dlje časa? Ponavadi hitro. Samo včasih imam, oziroma tako ne rečem, če ena ni dokončana, mislim, ni dolgo časa, da jo ne dokončam zaradi tega, ker mi ne da mira. Tako dolgo jo premlevam, ali tako ne rečem, dokler ne zapišem. V pesmi z naslovom Zemlja si med drugim zapisala: Menim, da diha, se z mano igra, mi daje vetra in spremlja, kam bom odšla. In ve, kdaj opazujem prav njo, čeprav samo delček celote. Mislim, da čuti. Vprašanje, če jo žvečkam, sem nežna, včasih pa le grobo trepljam. Menim, da ljubim jaz njo. Si močno navezana na domačo zemljo, raje ostajaš doma, si morda zapičkarica, ali si tudi kdaj pa kdaj odpraviš raziskovati tuji neznan svet? Ne, jaz zelo rada raziskujem, se tudi, mislim, notri tudi piše, da zemlja njena postaja merila, da lahko raziskujem. Mislim, imam zelo rada svoj domači kraj, pa tudi rada zelo odkrivam tiste stvari, ki še ne poznam. In kaj se ti zdi najpomembneje, ko obiščeš neko tujo, morda še neznano deželo, kaj te najbolj pritigne? Tamkajšnja kultura, razlike morda socialne, ki jih opaziš že morda takoj na prvi pogled, ali kaj tretjega? Ne vem, mislim, jaz grem vedno tja zaradi tega, ker je tam nekaj, česar še ne poznam. Mislim, se to je tudi tu, se ni tako, da moram iti v tujino, da poznam česar, nekaj novega. Kaj bi točno bilo? Ne vem, pač neko določeno radovednost. Mladi, če smo že pri tujini, kakšne bolj hladne države, ki mi vročina ni najbolj všeč. Pač grem za nosom. Napisala si: Pogrešaš mojo nežnost, mojo neizmerno ljubezen zate in brez zbadanja me čakaš. Potrpežljivo, brez predsodkov mi daješ možnost doživljati osebnost vsega na tem svetu. To si napisala v pesmi Kam greva. Pa si tudi ti pripravljena čakati nekoliko dlje na pravi trenutek v življenju, ali bi vse rada že doživela ta hip, zdaj, v tem trenutku? Prvič to ni mogoče, drugič pa ta pesem je, mislim, zdaj tako si jo prebral, je, mislim, bolj slišati, kot da govorim, oziroma o nekom, oziroma nekomu. Mislim, pa gre, to je pač, mislim tega je, da sem pač pisala o svojem telesu. In jaz pač vem, da si pogrešaš mojo nežnost, vem pač v tistem smislu, kaj jaz pač na svoje telo dojam, oziroma kaj včasih kritiziram. Ampak je pa zanimivo, prebral si pa ne vem, ali zanalaš. Ja, ker dopušča, ker odpira več možnosti. To že, mislim, je pa bilo, mislim, bi tudi bilo na tem mestu
vprašanje je v bistvu zate, če si tudi tako dojel, kot da je to v smislu, da pišemo nekom drugem, ali si vedel, da to je sve. To je pa zdaj percepcija bralca. Glede na kontekst, na svoje izkušnje. Da mogoče si ti, ali pa je to vprašanje, kaj si Ampak vsekakor je nekaj noter, nekaj, kar ti da neko bralsko zadoščenje in si uspel tudi na ta način potešiti, bom rekel, bralčevo pričakovanje. Mislim, kakšno pričakovanje kdo ima, ko bere, jaz ne vem. Pa mi tudi vseeno. Mislim, ne iz neslavnega vidika, ali pa kaj takega. Pišeš zaradi sebe. Da, seveda. Ampak mi je pa zanimivo ravno, kaj nekdo pač noter najde. Ja, pač v tem primeru je bilo v mojem interesu. Še en citat. Ona namreč ne želi citirati svojih pismi, tako da jo bom citiral jaz. Brez tebe ne bi bilo mogoče nič. Kako bi drugače videla smeh, zaznala gube, ki jih ustvarjaš? In to sladkost, ki ji pravimo objem, ki ji pravimo poljub. Ti mi omogočaš bližino. In to sploh ni vse. Tu se ne konča, si še napisala. Da lahko zaupaš, za katero stvar si ti najbolj hvaležna življenju, ki ga živiš? Globoka. To pa ne vem. To ne veš tri stvari, če ti bo lažje. Da se ne bo osredotočila. Mislim, jaz gledam na sebe, jaz vem ful eno stvar, jaz sem radovedna. Zelo. Je to že naprej. Ja, če ne imela tega, bi mi bilo predvsem dolg čas. Da bi lahko zdaj v tem primeru rekla za mojo radovednost. Vedoželjnost. Super. Želim dajati več smeha in nežnih dotikov in nežnih občutkov in lepih pogledov in enkratnih besed, ki sežejo onkraj predvidljivih pomenov in pridobijajo tisoče novih vrednot za imet. To se mi zdi super. Ta tvoja misel bi se lahko brala morda tudi kot nasvet vsem nam, že omenjenim nomadom srca. Se ti zdi, da bi si lahko ljudje drugemu podarili več ljubezni, kot to dejansko storimo? Lahko bi. Mislim, Kaj je tisto, kar nas uvira pri tem, da se ne odpremo drugim? Da imamo vedno nekaj rezerve? Mislim, to je tako, jaz ful ne rada o drugih govorim, ker vedno kaj počem, jaz lahko povem iz sebe. In meni ni nikoli poanta, da jaz nikomu povem, kaj mora delati. Zato, ker to tudi nikoli ni moja naloga, ne moja odgovornost. Oziroma si tudi tega ne želim nikomu govoriti, kaj treba, pa kaj ne, ker pač vsak pri sebi ve. Če bi pa že rekla, ne vem, ali pa kaj bi si jaz več želel, ali pa kaj, pa predvsem iskrenost. Mislim, da se najbolj bojijo ljudje biti iskreni, oziroma se zase lahko vem, da je to bila ena točka, pa še tudi sedaj najdem primer, ki se bojim pač iskrenosti. In če bi bilo več tega, bi bilo tudi, ja. Sploh ne vem zdaj, če sem govorila. Pač iskrenost. Super. Morda še za konec, pravzaprav ne odlomek, kar tvoje celotno kratko besedilo življenje, ki ga najdemo tudi v zbirki Dihtljivih 7, napisala si takole. Je gotovo nekaj, kar se premika. Ne more biti mirno. Jaz že ne morem biti. Pa če se vzamem počitek, vseeno je to gibanje, tudi kadar zadržujem dih. In čeprav imam lahko oči čisto tesno zaprte, vidim te delčke prejšnjih in novih spominov, ali pa ničesar naštetega, kjer tudi ni konec zaznal, saj še brez človeka naokrog ni tišine. In me dviguje, se glazi po meni, čez mene in skozi. Meje so v večini samo telesne obline, ta koža okrog. In znotraj nje imam vzpone ter padce. So ti prijetni občutki, ter kdaj nasprotje tega. In lahko polagam pozornost na katerikoli del, na katerikoli čas, na kateri dogodek želim. In še zmeraj mi bo presenečalo vse, kar živim. Nam zaupaš, kaj te je v zadnjem času najbolj pozitivno presenetilo? Mislim, zdaj vam to ne bo nič povedal, ampak ljudje, katere sem spoznala, ker smo me odprli ne nov svet, ampak jaz sem zelo rada, ko me nekdo nekaj nauči, ko me vedno Filberc natra.
Zdaj sem spoznala nekaj takih ljudi, ko me ful učijo. Si postala zaradi tega bogatejša, duhovno bogatejša? Da? Želim ti, Hvala lepa, Katja. Želim ti, da bi bila tvoja prihodnost polna, predvsem pozitivnih presenečenj, toplih objemov in odprtih grani. Hvala lepa, ker si bila na svoj znamenje. hvala. Hvala lepa.